Čez dan in po noči je bilo najhuje na Gorenjskem. Veter je podiral drevesa, odkrival strehe, poškodoval številne hiše in drugo premoženje. Takšna je slika v številnih občinah. Največ intervencij so zabeležili v Radovljici, Tržiču, Cerkljah na Gorenjskem in Žirovnici. Tole so posnetki Žirovnice, kjer je po prvih ocenah poškodovanih kar 60% objektov. Civilna zaščita in gasilci so bili ves dan na terenu in skušali vsaj za silo prekriti strehe. Poškodovana je šola, odneslo je več kot 3/4 strehe teniškega centra. Zaradi strahu po noči nismo spali, pripovedujejo domačini. Tanja Volmut. Ena beseda, kako je že skoraj 30 ur v Žirovnici. Ko na fronti je. Povsod okoli hiš ležijo razbiti strešniki, celo takšni veliki kosi pločevine, ki jih je pometalo s teniškega centra. Je hudo, ne? Ko bomo tole. A bomo še kaj nazaj spravili namo? Dimnik imate v roki, to je tudi izletelo s strehe. Ja, tudi. Na levo pomaga domačinom civilna zaščita, so pa bili dopoldne. Sunki vetra tako zelo močni, da so še vedno po zraku poleteli tudi takšni kosi pločevine. Pospravljajo to, da nam naprej kam šlo, po celi vasi naprej. Zdaj je to prioriteta od stran zaščititi zadeve. Na tleh je pristala tudi streha z bližnje pizzerije. Menda je streho nosili tudi čez šolo, v druge hiše. Tako da, če ima kdo čas, lahko pride pomagati, pospravljati. Na grobo ocenujemo, da je preko 60% objektov tako ali drugače poškodovanih. Od nekaj strešnikov pa do tega, da je odneslo cele strehe. Poleg tega pa seveda tudi ostala infrastruktura. Pozivamo vse občane, da se trenutno še ne zadržujejo, vsaj nekje do 21. ure v zuniji. Kakor vidite, vsi imamo zaščitno opremo zaradi tega, ker so sunki še kar močni, napovedujejo tam do 140 nekje. Radovljica. Strah nas je bilo večera, še bolj noči. Orkanski sunki vetra so neusmiljeno trgali vse naokoli, padale so strehe, opisujejo domačini. Je zaroputalno, ampak je tudi veter tako močno, bi rekel, tulil, ne? Da se niti ni slišali, koliko je zaroputalne. To bilo, da bi to zraven te odpihne. Dobesedno odpihnete. Uničujoč veter je najbolj pustošil po tej ulici. Posledice. Ta hiša pa je ostala brez celotne strehe. Škode je veliko, vsaka pomoč zato dobrodošla. Sem priskočil na pomoč prijatelju, da očistva streho pa okolico. Ogromno škode je tudi v tamkajšnji vrtnariji. Ker naenkrat se je dvignili 3-4 plate in je šlo v loft in je bilo prenevarno. In smo mogli delavce vse pospremiti na varno in poklicati gasilce. A reševanje stvari je bilo prenevarno tudi za gasilce, ki so morali območje najprej zaščititi. Močni sunki so si namreč sledili, plošče strehe pa letele naokoli. In jaz se zahvaljujem vsem gasilcem in sosedam, da so lahko pomagali, kar so lahko. Tržič. Mi zdaj zaključujemo klele na streh, še eno planko dol damo, pogremo pa na naslednjo lokacijo. Neprespano noč? Ja, jaz ne vem, če sem pol ure spala, to pa res je bilo kar divje. V štabu so pregorevali klici na pomoč. Počakajte, nekaj. Ja, 12 pa 15 sta pokrita, tako da je to je rešeno. Zdaj 21 obi bomo pa zdaj videli, pa bomo lahko zrihtali. Vseh 9 prostovoljnih društev je na terenu, trudimo se pač vzpostaviti stanje čim prej, seveda je pa v teh razmerah zelo težko. Vsi pa si želijo, da bi bila ta noč končno mirna.